Pozdravljeni, dobro večer. Javljam se iz Maribora, kjer je sicer sedež naše ustanove, Sinagoga Maribor. Kot rečeno, je to center judovske kulturne dediščine, dejansko Slovenije, čeprav imamo sedež pa v Mariboru. Današnje predavanje ima naslov Holokavst v Ljubljani in ker je veliko stvari za povedati, bomo kar prišli in medias res. Takole, zdaj začnem share screen. Upam, da se vidi. Štima? Ja. Ok, gremo na celozaslonski pogled. Torej še enkrat, moje ime, priimek, ustanova, naslov današnjega predavanja. Zdaj, preden se dejansko Holokavstom v Ljubljani, mi dovolite, da vseeno razložim nekaj metodoloških in pa tehničnih stvari povezavi z samim izrazom holokavst. Zdaj, kot se morda poznate, sam izraz ni bil izumljen v drugi svetovni vojni, ampak je mnogo starejši, izhaja iz grščine, antične grščine in je biblični tudi. Namreč holokavst pomeni žarno daritev. In v smislu, da seveda je veliko judovskih žrtev, pa tudi ostalih, v času druge svetovne vojne bilo dejansko kremiranih v krematorijih. Ta sam izraz ni najbolj posrečen, vsaj z judovskega vidika, ne. Zaradi tega Judje sami pretendirajo to, da bi seveda se uporabljal predvsem izraz iz hebrejščine šoa, kar pa pomeni v prevodu katastrofa, totalna nesreča, nekaj najslabšega, kar je možno, kar seveda zelo dobro ustreza temu, kar se je ne samo judovskemu prebivalstvu v Evropi zgodilo v drugi svetovni vojni. Ne glede na te pomisleke je sama beseda holokavst vseeno prevladujoča, tako da recimo tudi srednja ustanova, recimo v ZDA, se imenuje Holocaust muzej in memorial, recimo, ne, in s tem seveda zagotovo niso čisto vsi zadovoljni, ampak glede na to terminus technicus, ki je pač se to prijel, ga zdaj seveda tudi jaz uporabljam tukaj in ga seveda smiselno uporabljam, da vemo, o čem govorimo. Vendar vseeno spet je treba malo razložiti, ne, da sam izraz holokavst nikoli nikdar, že po definiciji, ni pomenil zgolj in samo preganjanje in poničevanje Judov. Judi so bili samo najbolj številčne, najbolj tragične žrtve tega preganjanja, nikakor pa ne edine. Osnovna definicija samega izraza holokavst je, da je to preganjanje na koncu uničevanje vsake skupine ljudi, ki so bili za nacistični režim bodisi rasno, versko, spolno ali zdravstveno nezaželeni. Ti ljudje so bili preganjeni in na koncu pogostokrat tudi ubiti samo zato, ker so bili to, kar so bili. Kar pomeni, da seveda v to skupino najprej, sploh tudi v nacistični Nemčiji, pravzaprav niso sodili ne Judje, ne tudi katere druge skupine, ki v nadaljevanju povedali, pač pa najprej od oktobra 1939, mesec dni po začetku druge svetovne vojne, telesno in duševno invalidni Nemci. In kar seveda je kot zelo glasna akcija te FIR, ali torej množična evtanazija tovrstnih ljudi. Zdaj, ko leta 1941, aprila meseca, se začne nacistična okupacija delov Slovenije, na Štajerskem to isto izvedejo, čeprav so seveda v Nemčiji že s tem končali. In sicer v juniju in juliju 1941 odpeljejo okoli 600 telesno in umsko invalidnih Slovencev iz takratnih hiralnic, so temu rekli, Novo Celje pri Celju, Vojnik pri Celju in pa Muretinci pri Ptuju, ter jih potem usmrtijo v evtanazijskem centru v gradu Hartheim pri Linzu. Ti ljudje so bili obsojeni na smrt samo zato, ker so bili to, kar so bili. Takrat ni bilo nobenih partizanov, nobenega odporniškega gibanja, nobene puške, nobenega streljanja še. Ni nepomembno, da se to zapomnimo, da torej ne samo, da seveda je torej sam izraz žrtve holokavsta širši kot samo Judje, ampak da se tudi zavedamo, da je nacistični režim od vsega začetka bil absolutno zlo. Tu ne more biti nobenih dodatnih razlag, kot samo to, da se spomnimo, da je od vsega začetka ne preganjal ljudi, ampak moril. Ko govorimo potem seveda o slovenskih žrtvah holokavsta, zagotovo na drugem mestu slovenskih Judov, ki so bili preganjani v letih 1941-1945 na različnih krajih Evrope. Zagotovo jih je okrog 350 bilo v Auschwitzu kot najbolj zloglasnem in seveda z holokaustom najbolj povezanim krajem, nikakor pa ne vsi. Zdaj, samo za primerjavo, da imamo tudi idejo, ne, recimo od teh 350, kolikor jih je bilo iz Slovenije v Auschwitzu Judov, je bila seveda največja skupina, okrog 300 verjetno prekmurskih in preživelo jih je vse skupaj 35, se pravi 10%, kaj takšnega. In prav njim in nekaterim tistim, ki so vsaj deloma
bili v Ljubljani, so posvečeni Stolpersteini ali spotikavci, tlakovci spomina, ki jih v Ljubljani postavljamo zdaj že od leta 2018, potem, ko smo postavili prve v Mariboru že leta 2012. Obstaja seveda pa še ena skupina ljudi, ki je v marsikaterem pogledu sorodna po preganjanju, načinu preganjanja in končnem rezultatu, čeprav ni čisto identična. To so Romi. Nacisti niso nikoli uspeli romske populacije na ta način uničevati kot judovsko. Razloga je več. Odločitev je bila relativno kasnejša, 343 let se to odločijo, in pa bi rekli čisto z tehničnega vidika, medtem ko je bila judovska populacija zelo visoko organizirana, torej lahko ulovljiva za nacistične tajne policije, romska populacija je bila seveda posebno nasprotno, težko ulovljiva, težko prevedljiva, ni bilo nekih centralnih institucij. Ampak vseeno, ko v jeseni 1943 Ljubljanska pokrajina, konkretno Dolenjska, pride pod nemško oblast preko domobrancev, je bila tudi v Auschwitzu speljana skupina dolenjskih Romov, 77 Romov iz okolice Novega mesta in po do sedaj znanih podatkih ni preživel nihče. Kar pomeni, da v konkretnem slovenskem primeru to pomeni, da je torej stopnja holokausta, torej stopnja uničenja pri tej populaciji celo hujša, kot je bila pri populaciji Judov. Nenazadnje, v to definicijo holokausta, kot smo rekli, da gre za katerokoli skupino definirano, sodijo tudi spolno usmerjeni, istospolno usmerjeni ljudje. In do zdaj sicer konkretno še nismo uspeli najti konkretne žrtve, ki je zaradi tega, ker je bil to, kar je bil, torej istospolno usmerjen, v Sloveniji poslan v katero izmed konjskih taborišč. Čeprav zelo verjetno nadaljne raziskave bodo to pokazale. Namreč, vsaj za slovensko Štajersko lahko trdimo, da čeprav formalno nikoli ni bila priključena Tretjemu rajhu, so vsi zakoni, ki so sicer veljali v Tretjem rajhu, od mobilizacije do preganjanja homoseksualcev, veljali tam. In zato ne bo nobeno presenečenje, če bomo verjetno znali naskavljati, torej ugotovili nekoga, ki torej samo zaradi svoje spolne usmeritve bil poslan v zelo verjetno kdo izmed njih tudi. In pa še ena skupina, torej verski prepričanje, na udaru konkretno te skupine, ki so v taboriščih nacistični rekli Bibelforšerji, to je malo zaničljiv izraz, torej proučevalci Biblije, tisti, ki se poglabljajo v Biblijo, so ne samo, ampak zelo značilno bili jehovci. No in vsaj en izmed teh jehovcev, ki so zaradi svojega strogega pacifizma zavračali kakršnekoli služenje vojske in še kupico drugih zadev, je konkretno iz Maribora bil poslan v Auschwitz in ga sicer preživel. Torej vse te osnovne skupine, ki sicer so povsod drugod po Evropi značilne in primerne, torej v Sloveniji žal, pač imamo svoje predstavnike. Dodal bi pa še nekaj. Leta 1942, ko je predvsem na Štajerskem in tudi na Gorenjskem bilo nacistično nasilje najhujše, ko so največ talcev pobili, so poleti 1942 zaprli sorodnike talcev, pa tudi sorodnike znanih partizanov. Te ljudi so torej zaprli samo zato, ker so bili to, kar so bili. Talci so pač morali nekaj po nacistični logiki narediti proti nacistični oblasti. Lahko je to bilo nekaj zelo majhnega, 5 Reichsmark pomoči za OF ali kaj takega, ampak to je lahko zadostovalo za smrtno obsodbo. Zdaj pa ti vsi ostali, od enomesečnega dojenčka do 100-letnega starčka, ki so bili pa zaradi tega, ker je sorodnik nekaj po nacistični logiki naredil proti nacizmu, pa seveda so zelo blizu in po mojem so identični sami torej definiciji tistega, kar smo rekli, da so žrtve holokausta. Torej bili so to, samo to, kar so bili. Torej bili so samo sorodniki nekoga, ki je pač tisti, ki so bili mlajši od 18 let, so tako imenovani ukradeni otroci, tisti, ki so bili starejši od 60 let, so bili poslani v prisilna taborišča, tisti, ki so pa za starejše ljudi, tisti, ki so bili pa med 18 in 65 letom, so bili pa skoraj brez izjeme poslani vsi v Auschwitz. In to so konkretno največji slovenski transporti v Auschwitz, ne judovski, ne romski, ampak slovenski. In to so tudi najbolj številčne žrtve Slovenije v Auschwitzu. Zdaj, v praksi sicer je seveda veliko ljudi, ki je bilo Slovenije poslanih tudi potem zaradi čisto, bi rekli, političnih razlogov. In seveda to ni spet čisto identično, kot so te sorodniki, samo tisti, ki so bili zaradi političnih razlogov preganjani. Vendar bi upozoril na to, da mi nekega drugega datuma, razen 27. januarja, ko se spominjamo osvojitve Auschwitza, nimamo ne za spomin na holokaust, niti za ostala taborišča, oziroma ostale taboriščnike. Zato se meni zdi primerno in smiselno, da se v tem datumu spomnimo tudi na vse te, ki tudi mogoče niso točno po tej definiciji holokausta, kot se pač to strokovno ponovadi razlaga. Zdaj, v samem holokaustu v Ljubljani moramo reči, da pravzaprav so brez literature in pa zdaj
priznam, da recimo jaz, ki sem zdaj že kar nekaj časa ukvarjan s tem, seveda moram povedati, da je seveda to, ko sem se začel razgovarjati, nisem pričakoval, da je pravzaprav gradiva toliko, oziroma da bo možno dosedanje raziskave tukaj seveda narediti. Na prvem mestu moram absolutno izpostaviti, sicer zdaj že dolgo časa pokojnega, zelo zaslužnega ljubljanskega zgodovinarja Vlada Valenčiča. On je v začetku 90-ih let napisal, mislim, da do zaenkrat še vedno nepreseženo delo o Židih v preteklosti Ljubljane. Dobršen del je seveda posvečen srednjemu veku, ampak seveda drugi del te knjige je posvečen potem 19. in 20. stoletju. No, nekatere temeljne ugotovitve, ki so tam, so seveda takšne, ki jih dejansko ne bomo mogli preseči. Izpostavil bi, da je ravno z povezavi z družino Moskovič, ime je verjetno bolj ali manj vsem znano zaradi pač ne strokovnih, ampak političnih razlogov, bilo leta 1997 in kasneje, tudi zaradi tega, ker se odkril njihov račun na švicarskih bankah, naprej kar nekaj napisanega. Teda tu je konkretno, seveda na srečo takrat še živeči očividci so dali nekatere ključne podatke, ki tudi meni omogočajo, da zdaj o tej družini lahko nekaj stvari bolj natančno povem. Kar nekaj je potem tudi tujih del, tudi zaradi tega, ker je Ljubljana konkretno bila zelo pomembno središče, preko katerega je mnogo Judov iz Srednje Evrope bežalo potem v Italijo. No in posebej bi izpostavil ne samo dnevnik ene te skupine beguncev, vodil je namreč Joško Indik, zato je torej potem tudi naslov teh otrokov Joškovi otroci, Joško Kinder, ampak tudi izjemno pomembno delo italijanske zgodovinarke Anne Pizzuti, ki je na internet dala ogromno število podatkov, kjer lahko ne samo ljubljanske Jude, ampak tudi Jude, ki so bili vsaj nekaj časa v Ljubljani, zelo natančno najdemo. Zelo podrobni podatki v smislu in naslovov pred tem sorodstva in tako naprej. Zelo velik napredek je bil potem narejen pred 10 leti zaradi takratnega projekta, ki je bil pa za judovskim premoženjem izpostavljeno delo zgodovinarja Damjana Hančiča, Renata Podberšiča, o judovskem premoženju, torej tudi ne samo v Sloveniji kot takšni, pa tudi v Ljubljani, in pa seveda absolutno izjemno temeljno delo torej trenutnega direktora Muzeja Inštituta za novejšo zgodovino Andreja Pančurja, ki je torej leta 2014 izdal en zelo pomemben vir. To je popis prebivalstva, ki ga je bil Dravski Banovina narejen tik pred holokavstom in to obdela potem v knjigi z naslovom Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta. Nekateri ostali, ki tukaj so navedeni, kot vidite, so potem seveda prispevali še dodatne ugotovitve. Zdaj, tako bi rekli, v tem smislu, kot bom pa jaz danes povedal, pa je pač naloga, ki nas še čaka. Upam, da pač, če že to drugi ne, bo pač meni to v neki bližnji prihodnosti pač ne samo v obliki predavanja, ampak tudi bolj konkretnega, zapisanega uspelo. Nekaj besed o Judih pred letom 1941 v Ljubljani. Torej, judovsko prebivalstvo se pred Prvo svetovno vojno pojavi v Ljubljani ne ravno velikem številu, se pa ta številka nekoliko potem poveča v času pred Drugo svetovno vojno. Razlogov je bilo več. Ampak začnimo najprej z samim mestom Ljubljana. Tale simpatična fotografija, ki kaže recimo temu prometno gnečo v na takratni Schellenburgovi, danes slovenski cesti, verjetno ni težko prepoznati v zadnji Nebotičnik, današnjo Banko Slovenije in tako naprej, pač nam kaže, kakšno je to mesto bilo pred Drugo svetovno vojno. Ne moramo reči, da je bilo ravno metropola, tudi seveda prestolnica, nečesa, kot Dravska Banovina ni neki strašni koristi pripeljala, ampak vseeno ne moramo reči, da to mesto ni bilo ambiciozno. Nebotičnik sam, kot neka bi rekli najbolj jasna materialna upodobitev tega je zgovoren. Dodal bi še, da je promet bil seveda takrat verjetno tudi marsikaterem pogledu boljši kot je danes, izpostavljam sam pač tramvaj, ki ga pač seveda, kot veste, nobenemu ljubljanskemu županu ni uspelo ponotranjiti, da bi ga vrnil in bi verjetno tudi še današnji Ljubljani marsikatero težavo rešil. Zdaj, koliko je bilo Judov v Ljubljani pred Drugo svetovno vojno, nam torej najbolj natančno prikazuje torej tale popis, ki sem ga že omenil prej in ga tukaj zdaj predstavljam v obliki zemljevida. Torej vidite na posameznih območjih napisane z rdečo barvo številke in te številke govorijo o tem, koliko je bilo Judov na posameznem območju. Oziroma tu nekje od približno 800 Judov, koliko jih je bilo pred Drugo svetovno vojno v Dravski Banovini, živelo na območju Prekmurja. Tu sta bili dve dejansko močno dobro organizirani skupnosti, Lendavska s svojo sinagogo in Mursko-Soboška s svojo sinagogo. Pričemer potem, ko leta 1929 mariborskim Judom ni uspelo storiti samostojne občine, so torej vse ostali del Slovenije podredili tej Mursko-Soboški judovski občini in posledično ta seveda potem narasla na to, torej, da so vsi Judje, vsaj teoretično,
ki niso bili iz Lendave, torej pripadali Mursko-Soboški občini. V praksi je to pomenilo, ker ne v Mariboru, ne v Ljubljani, kaj še kje drugje ni bilo sinagoge, predvsem to, da je rabin Lazar Rot se je pisal, hodil vsak dan pač v tednu v različne šole in opravljal verouk. Posod, kjer je pač bila srednja šola in osnovna šola, je bil obvezen verouk in seveda za Jude je bil v tem primeru pač rabin in ker seveda je bil en sam, se lahko predstavljate, da je pač potem ne glede na populacijo zelo malo, moral verjetno kar večino dni v tednu delovnih, torej biti na terenu. Zdaj, ni nepomembno, da vsaj v Mariboru in Ljubljani lahko govorimo o tem, da je bilo teh otrok, ki so bili primerni za verouk, torej da so bili šolo obvezni kar nekaj, kar nam tudi govori, da ta skupnost izven Prekmurja je bila izrazito mlada. Povezana je bila seveda z gospodarskim razvojem, Mariboru zelo izrazito z tekstilno industrijo, Ljubljani niti ne. In seveda, ker v zgodovini si ne smemo načeloma postavljati vprašanj, kaj bi bilo, če bi bilo. Lahko rečemo, da če ne bi bilo druge svetovne vojne, bi verjetno v 10-20 letih prebivalstvo tako v Mariboru kot v Ljubljani morda še kje naraslo, v Prekmurju bi se pa delež zmanjšalo, ker seveda pač Prekmurje ni bilo toliko gospodarsko intenzivno in tako naprej. Zdaj, kar se tiče samih številk, kot rečeno, ne smemo jih torej imati čisto natančno, ker ta popis 1937. leta je bil zelo tajno. Namreč takratne oblasti Dravske Banovine so hotele prešteti, koliko je domačih Judov, ker so opazili, da se je povečalo število beguncev. Še posebej po letu 1938, ko zaradi Anschlussa seveda Judje množično začnejo ilegalno bežati preko meje. In zato, ker so hoteli imeti stvari pod kontrolo, v smislu, da pač vejo, kjer so domači, kjer so tuji Judje, so posledično potem torej ta popis izvedli neuradno. Navodila niso bila čisto jasna in nekateri izmed uradnikov na občinskih uradih so jih razumeli tak, nekateri pa tak. Tako da v Mariboru, konkretno, kar sem analiziral, sem ugotovil, da so šteli strogo samo tiste, ki so bili versko Judje. In tiste, ki so izstopili, ali pa recimo, ki so bili na pol Judje, ki so jih seveda nacisti tudi preganjali, v tem smislu niso šteli za Jude. V Ljubljani obratno je zanimivo spodostanje naredil uradnik, ki je bil pristojen za to, zato ta neobičajno visoka številka, 138, ki je pretirana. Namreč nekaj pred tem, 1934-35 leta, je v Ljubljano prišla ena skupina poljskih Judov, 50-60, neka takšna številka jih je bila. Bili so brez izjeme vsi študenti medicine. Vzrok, zakaj so pa prišli v Ljubljano, pa so bili takratna zakonodaja na Poljskem. Poljska ni bila demokratična država, današnjem pomenu besede, tudi takratne. Bila je diktatura Pilsudskega in konkretno ena izmed stvari, ki pač ni v čas takratni Poljski, je bilo to, da so uvedli numerus clausus. Kaj je to v praksi pomenilo? To je pomenilo, da so se Judje in ostale manjšine lahko vpisovali na šole samo v procentu, katerega so dejansko predstavljali. Se pravi, če na nekem območju, recimo Ljubljino, bilo 5% Judov, je pač, če je bila tam medicinska fakulteta, samo 5% študijskih mest bilo za Jude. Nič več, nič manj. Seveda v praksi je bilo problem, ker so Judi na Poljskem kot tudi drugod po Evropi povprečju bolj izobraženi, bolj bogati in bolj zainteresirani študij medicine. In tako je ta skupina Judov prišla zaradi tega zapleta v Ljubljano. Vzrok je najbrž bil tudi sorodnost jezika. Če so prišli v Ljubljano za svojim znanjem poljščine, so verjetno vseeno lahko malo več naredili, kot če bi šli v Kopenhagen pa danščino probali. In pa najbrž ni bilo zanemarljivo tudi to, da so bili stroški študija v Ljubljani zagotovo cenejši kot pa recimo kje drugje, recimo prej smo imeli Kopenhagen ali kaj podobnega. No, ne smemo pa pozabiti to, da je takrat in do konca druge svetovne vojne je bilo temu tako, medicinska fakulteta v Ljubljani nepopolna. Imela je samo prva 2 letnika in zato ti študenti, potem ko so bolj ali manj vsi opravili ta 2 letnika medicine v Ljubljani, so odšli naprej, očitno zelo velika skupina v Zagreb in pa nekam drugam. In ker se nekateri niso odjavili, ko so pač končali študij v Ljubljani, je pač ta vestni uradnik, ker pač niso odjavljeni, so prijavljeni, jih štev v to številko in zato je številka nerealna. Torej, med temi 138 je skoraj 30, torej teh študentov, ki pač jih je ta enostavno prištev k tej številki. Ta realna številka Judov pred drugo svetovno vojno je nekje 110 ali pa kaj podobnega. Zdaj, kot rečeno, ne glede na vse te razne definicije in štetja, ne smemo pozabiti, da nacisti, ko so preganjali Jude, so jih preganjali na osnovi rasnega kriterija. Torej, recimo, relativno dobro je poznano, ker se dobro ohranilo gradivo, recimo potem tudi se vidi v prvih mesecih okupacije, da je kar nekaj Judov prestopilo iz judovske vere v katoliško, pa sploh se razradno šli za ateiste, ampak v skrajni konsekvenci jih to ni rešilo. Ni jih rešilo zaradi tega, ker nacisti niso preganjali Jude na osnovi verske, ampak na osnovi rasne pripadnosti. In posledično zaradi tega tudi nekdo, ki je bil v mešanem zakonu,
ki je bil posledica mešanega zakona, ne, je bil preganjen. Ampak ko smo slišali v nadaljevanju, so tu bile neke slovenske posebnosti, ki jih ne znam čisto zadovoljivo razložiti, ampak o tem več nadaljevanju. Zdaj, analiza torej teh nekje 110 Judov, koliko je živelo v Ljubljani pred drugo svetovno vojno, pokaže, da jih je 20%, torej ena petina, bilo rojeno v Ljubljani ali na Kranjskem, torej na tem območju, kjer so živeli. V sosednjih deželah, pri čemer to računam tudi recimo Hrvaško ali pa Istro ali pa Trst, recimo, pa torej nadaljnjih 13%. Vendar vseeno 2/3 je bilo takšnih, ki niso bili rojeni v Ljubljani ali na Kranjskem ali bližnjih deželah. Ne smemo seveda pozabiti, da predvsem v času Avstro-Ogrske, pa tudi po razpadu Avstro-Ogrske, ta srednjeevropski prostor bil v veliki meri kulturno enoten in preselitev, ne vem, iz Krakova v Ljubljana ni bil nikakršen kulturni šok ali pa kaj takega, recimo. In zato seveda, ne glede na to, da torej so bili ti ljudje dvotretjinsko, kot rečeno, ne, malce dlje rojeni, ne, niso pravzaprav verjetno ne po zunanjosti, ne po običajih in po tem, kar so tudi pričakovali, ko so prišli v Ljubljano, odstopali od pač pričakovanega. Zdaj, družin je bilo kar nekaj, jaz sem samo nekaj primerov izpostavil, že zaradi tega, ker ta imena so dostikrat v medijih, pa zelo napačnimi informacijami, pa seveda tudi različnimi političnimi agendami, o čemer jaz ne mislim govoriti, ker pač nisem politik in samo zgodovinar. Ena zagotovo najbolj zvenečih imen in ne slučajno ga tudi na prvem mestu dam, zato ker so mogoče celo prva judovska rodbina, ki je potem, ko leta 1866, ko je sprejeta torej tako zvana decembrska ustava in šele po kateri se lahko Judje prosto selijo znotraj avstrijskega dela Habsburške monarhije, se naseli torej družina Ebenspanger. Najkasneje leta 1870 je prvi. No in ta družina je potem do druge svetovne vojne se precej uspešno ukvarjala z živinsko trgovino. Bili so povezani z nekaterimi zelo pomembnimi, zelo bogatimi Judi, tako potem na Prekmurju, na Hrvaškem, kar neki bankirji in podobne zadeve. Tako da to je recimo zagotovo ena, bi rekli, zelo uspešna zgodba. No in seveda to je zrcalo tudi tem, da je torej sin prvega Ebenspangera, ki se je nesel v Ljubljani, to je leta 1879 v Ljubljani rojen Oskar Ebenspanger, leta 1932 kupil vilo, ki se od takrat naprej in še danes imenuje po njem Vila Ebenspanger. Pogled iz zraka, najbrž ni težko prepoznati takratni Narodni dom, današnjo Narodno galerijo. Tole je takrat bila poštna hranilnica, danes je to sicer Ministrstvo za finance in pa to je pa sedež Dobrovoljske premogovkopne družbe, danes je to del institucij Ministrstva za pravosodje. Opera, ki ni takšna kot je danes, ker je tukaj ta prizidek, ki je zradiral to Vilo Piccoli, no in tukaj vidimo lokacija, ne, sama zelo izbrana še danes, nimamo kaj debatirati, najbolj prestižnih lokacij v središču Ljubljane. Torej Vila Ebenspanger, ki je potem po vojni ne sicer direktno prišla potem v last Društva slovenskih pisateljev in je, mislim, da ob koncu lanskega leta tudi dobila svojo umetnostno zgodovinsko žepnico. Žepnica je namreč izraz, ki ga uporabljajo take žepne vodiče, drugače pa gre za zelo, zelo poglobljeno umetnostno in zgodovinsko študijo. Preveriti točno, kaj se tam notri piše, ampak zagotovo je kupica takih novih podatkov. Mogoče ne toliko družine Ebenspanger, kot recimo same zgodovine vile, ki je starejša, kot je seveda naselitev družine Ebenspanger v tej hiši. Drugi primer, saj od 1982 družina Steinberg. William, glava družine, tukaj ga vidimo na poročni dan njegove starejše hčere Regine, lastnik tovarne Kleja, to je tam v smeri proti Savskemu naselju od Železniške postaje, če se pa mislim, da je Šmartinska ulica, to se reče. No in glavnem, in ta tovarna je bila sicer, mogoče imela 100 zaposlenih, mislim, ne morete reči, da je to zdaj obrtna delavnica, ne, ampak zdaj neka strašna veleindustrija, recimo, ali pa recimo, če pa vemo, da so bili v Mariboru, recimo judovski tovarnarji, kot recimo Rozner, ki ima 1000 zaposlenih, ne, seveda je to kar neka razlika. No, zanimiv detalj je v tem, da tukaj njegova žena Regina se poroča s Slovencem Ludvikom Zajcem in Regina ni bila brez izobrazbe, bila je izobražena računovodja in je tako študirala, delala je pri sicer enem zelo znanem ljubljanskem imenu Adolfu Dukiću. In tudi potem zaradi tega, recimo se lahko predstavljate, da to prebivalstvo, ne, judovsko v Ljubljani konkretno, ne, za takratne razmere, ne, je bilo, če bi se v današnjem jeziku rekli, zelo napredno, ne, torej ženske so zaposlene z izobrazbo, ne, posledično seveda tudi recimo mešana poroka, kot vidimo v tem primeru, ne, nekaj, kar je pred drugo svetovno vojno nekaj seveda čisto sprejemljivo. Ne. No, vidimo tudi mamo Lili Salome ali Salome Steinberg in torej William in Salome bosta žrtev holokausta, o tem več kasneje. Ne. Vidimo pa potem takrat še tudi neporočeno hči
Lidijo, ki se je potem tudi pred drugo svetovno vojno poročila s Slovencem, ki pa se je pisal Filipec. No, Lidija je bila zdravnica. Torej, ker smo nekaj prej govorili o študiju medicine, še danes, verjetno se vsi strinjamo, da je to nekaj, kar je najbolj zahtevnega. Biti ženska in biti zdravnik pred drugo svetovno vojno, pa se lahko predstavljate, da je bilo še mnogo več, kot je to, mogoče se bi zdelo komu danes, recimo, ko to še vedno ni čisto preprosto. No, v vsakem primeru, torej v eni družini, vidite, takoj, torej dve hčeri, obe izobraženi, obe s lastno kariero in obe imata torej za moža Slovence. Drugi taki dober primer, recimo, ko vidimo vpetost, recimo neke judovske prebivalstva, kakor Ljubljana, je na Levi, ki je okrog leta 1900 spremenil priimek v manj judovsko zveneče, namreč Levi je nekaj množega tipičnega judovskega, v Lorant. Od leta 1886 so v Ljubljani, Adolf je bil začetnik, najbolj so sinovi, oni so se ukvarjali z industrijo alkoholnih pijač. Bili so tako uspešni, da so imeli potem svojo poslovalnico v času stare Jugoslavije v Beogradu, torej nekaj kar ambicioznega. No in tu vidimo enega izmed Lorantov, Ota Loranta, to je tale mož tukaj, na zasedanju Rotary kluba. Rotary klub je, verjetno še danes se strinjamo, ne čisto ravno zdaj strašni elitiza, ampak zagotovo nekaj, kar pač ponavadi združuje ljudi, ki pač imajo neko samostojno kariero, ki pač so družbeno vplivni. In tukaj vidimo, mimogrede, sicer zraven že prej omenjenega, zelo popularnega, tudi danes pogosto krat omenjenega Adolfa Dukiča, če ne druga zaradi ene izmed najbolj prestižnih blokov v Ljubljani, to so Dukičevi bloki, on jih je gradil. No in zdaj po nekaterih virih, ki pa priznam, da moram praktično preveriti, bi naj tudi Dukič po materi bil judovskega izvora. Ampak tega pravi, ne morem čisto zatrditi, po vsej te uradni dokumentaciji tega ni zaslediti. V vsakem primeru pa je torej zagotovo bil povezan tako, kot smo začeli Loranti, recimo na drugi strani kot tam Steinberger, oziroma so bili ljudje, ki so bili več kot samo znanci iz promenade. Zdaj, še en primer, tudi, kot že rečeno, zelo znane rodbine, prvotno so se pisali sicer Mojzes, ker je pa seveda to poleg Levi, pa verjetno spet en taki tipični judovski priimek, so pa tam vključili spremenili priimek v sicer malce manj judovsko, ampak še vedno malo za slovenske razmere nenavadno zveneči Moskovič spremenili. Družina je imela trgovino z usnjem, spet ne rekli noben blazni denar, ampak čisto solidno so zaslužili. No in kar je seveda pač predvsem v slovenskih medijih je to, da je torej eden izmed dveh bratov Moskovič, namreč bila sta dva brata, vendar je en umrl že pred drugo svetovno vojno in je bil brez otrok, Felix, torej pa je imel otroke in firma se vedno Moskovič, nikoli ni bila firma Moskovič, je torej kupil hišo, ki je bila takrat ena izmed najbolj prestižnih. Arhitekt je Josip Kostaperarja, torej zagotovo ena izmed najboljših arhitektov pred drugo svetovno vojno. Koliko je pa lokacija prestižna, se pa kaže tudi tem, da je seveda ta vila, ne bomo zdaj vseh podrobnostih razlagali, po drugi svetovni vojni pač bila zelo zaželena pri takratnih oblastnikih, da bi danes končala kot sedež ene izmed strank. In zdaj v praksi sicer to, kar se v medijih piše, moram žal reči, da je dostikrat politično motivirano. Meni bi se zdelo najbolj pomembno, pač kot zgodovinarju, da se predvsem ohranja imena te ljudi, ki so nekoč bili v tej hiši, in vse ostalo se mi zdi dostikrat nepotrebno. Bi pa kar bilo fajn, če bi tudi tisti, ki o tem pišejo, se pač malo natančneje prebrali zadeve, da ne bi potem pač nekatere napačne stvari govorili. Recimo, ko govorimo o žrtvah holokausta, bi pozoril na to, da najmanj kar pač jim zaslužijo poleg spoštovanja je to, da recimo konkretno navedete pravilna imena, pravilne priimke, pravilne datume rojstva, pravilne kraje in okoliščine smrti. Pol prije vse ostalo. No, kar se tiče Moskovičev, kot rečeno, če ne bi ta zgodba bila zaradi političnih razlogov tokrat spita, mogoče ne bi toliko znani, ampak vseeno jaz trdim, ker tudi poznam pač takratne časopise, ko sem bral, so bili zagotovo eni izmed najbolj opaznih Judov Ljubljane pred drugo svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni se ena zelo pomembna stvar zgodi v Ljubljani, in sicer Trbovljska premogovkopna družba, katere sedež je bil od začetka na Dunaju, je potem zaradi jugoslovanske zakonodaje morala uradno prenesti svoj sedež v Ljubljano. Zgradijo si precej imenitno zgradbo. No in že, ko je bila ta trgovska premogovkopna družba na Dunaju imela sedež, je bilo kar nekaj delničarjev, nekaj vodilnih podjetnikov v tej firmi, Judov. Zdaj so se nekateri zaradi tega prenosa sedeža iz Dunaja v Ljubljano preselili. Vsaj 4 so bili, Heilig, Hofstetter, Huber in pa Radnaj, vsi z družinami. No in podatke, ki jih v tem času lahko berete na ekranu, vam jasno govorijo, da vsaj v dveh primerih sta zagotovo z družinama, torej ta dva, ena direktorja oziroma tehnični vodji Trbovljske premogovkopne družbe, sicer pa po bivališču Ljubljančana, končala v taborišču. Za enega, Radnaja, ni čisto jasna usoda,
En je pa, Hochstetter je pa zagotovo preživel, vendar potem po drugi svetovni vojni za njim izgine svet. Malo nepričakovano, ne, tudi zaradi tega, ker je danes to seveda spet rekli neka taka malo pozabljena zgodba, ampak trgovska kupna družba bila res velika in zelo pomembna firma, ne. No in pa potem tako rekel malo nasprotno, ne, zdaj v Jugoslaviji bilo seveda v ostalih delih pravzaprav bistveno več judovskega prebivalstva kot kjerkoli v Dravski domovini. Eden izmed teh novo prispelih v času torej stare Jugoslavije je bil Josip Banjaj, rojen v Subotici, ki pa se je ukvarjal očitno, bi rekli, z eno zelo zadevo, ki mu je odprla trg v Ljubljani. Prodajal je kolesa predvsem in pa radijske sprejemnike. Zdaj kolesa, ne glede na današnjo seveda množično popularnost, ki so seveda pač predvsem slovenski kolesarski asi, tudi velike prispevali, morate gledati, da v času pred drugo svetovno vojno je bilo to osnovno prevozno sredstvo. Avtomobil je bilo za večino ljudi zelo nedosegljiva zadeva. Motor, moped in podobne zadeve isto, ne, in kolo je bilo Amerika, če rečemo, ne, če ste kolesa prodajali, ne bi rekel, da je čisto isto, ne, kot je recimo to, da bi danes prodajali avtomobil, ampak gre v to smer. Isto z radijskimi sprejemniki, danes je moče to pač nekaj, kar sploh nišče ne opazili, na vseh telefonih imate radijske sprejemnike, pred drugo svetovno vojno, ko še ni bilo televizije, ali pa televizija čisto na začetku, ne, je pa že radijski sprejemnik bil nekaj kot, ne vem, kaj bi to primerjal, danes ali kaj podobnega, internet mogoče. No, gledaj, če se ukvarjate s tako zadevo, ne, ste seveda potem očitno tehnično kar podkovani in pa podjetni. No, tukaj vidimo tega Josipa Banjaja, ki je torej v začetku 30 let se preselil očitno domače Subotice na Ljubljanskem velesejmu. Še ena zadeva, ki je bila v ponos Ljubljani pred drugo svetovno vojno, ne. No, in jasno vidimo, da je torej povezal svoje ime z radijem. Radio Banjaj je torej se imenoval ta njegov lokalček na velesejmu. Njegova žena, Blanka Banjaj, rojena Schönwald, je z njim prišla v Ljubljano, občasno je pa z njim živela tudi njegova mama, Roza Banjaj, rojena Schwarz, ki pa sicer potem, ko ni nadaljevanja, se ni uspela rešiti z Ljubljane in potem zaradi tega tudi umrla v Auschwitzu. Svak od Banjaja je bil Aladar Hönig. On je bil iz Sombateja, torej relativno blizu, sicer Slovenije, ne? Ampak ni bil torej slovenskega porekla, ampak njegova žena je bila Irena Hönig, Irena Banjaj, to je bila sestra od tega Josipa Banjaja, in čeprav je torej Alfred bil starejši 10 let, je potem očitno postal zaposlen v trgovini svojega svaka. No in tukaj vidimo, kako prodaja, pač kot rečeno, nekaj, kar bi danes seveda verjetno komu se nič kaj posebno zdelo, ampak takrat je bilo to kar zahtevna stvar, ne. Očitno zelo radijske aparati Baupunkt. Fotografija je po svoje dobra tudi zaradi tega, ker vemo v splošno, da to judovsko prebivalstvo, torej tudi v Ljubljani, bilo povprečje bolj izobraženo, bolj odprto za novosti, so bili trendsetterji v veliki meri, dobro, ni še bilo interneta, da bi bili vplivneži ali kaj takega, ampak zagotovo je nekaj, kar vam kaže, ne, torej kjer so Judje, tam je gospodarski, tam je socialni razvoj. Torej, sin od teh dveh Hönigov, Stefan Hönig, je po vojni sigurno šel v Izrael, potem se sled za njim zgubi. Dejstvo pa je, da bi zelo verjetno tudi na letnik rojstva seveda možno bilo, ne, da ta Stefan Hönig, vprašanje, če ravno zdaj živ, torej če je živel star bi 100 let, ampak mogoče še recimo so kakšni potomci njega. Recimo to je ena taka, bi rekli, zanimiva raziskovalna smer, ki do zdaj še nismo uspeli pač dokončno raziskati. Kakšna je Ljubljana v času italijanske okupacije? Torej, prihod italijanske vojske je pomenil velik šok za takratno slovensko prebivalstvo, ljubljansko še posebej. Mislim, da ne bom nič zgrešil, če rečem, da je velika večina Slovencev bila nacionalno zelo ozaveščenih. Delamo to bil vzrok seveda še iz avstro-ogrskih časov mišljenja. Moram pa reči tudi, ker se pač malo spozna na te zadeve, sem kar natančno proučeval, da je zelo velik poudarek se temu daje v izobraževanju. In ni nobenega dvoma, ne, da je recimo prihod italijanske vojske, ne, pač makaronaro, špagetaro, karkoli, so to pač priznani, ti pač slovenski izrazi za Italijane, ne, tudi zaradi tega, ker so pač ljudje poznali osvajanja nemške vojske, kjer so bili tanki, motorizacija, ne, pa Italijani pridejo z mulami, ne, in potem paradirajo pri Tromostovju, ne, verjetno tudi že tako ali tako ne preveč visoko meni Italijana malo še prispevali. Sicer fotografija je izjemno zanimiva, ene izmed najboljših fotografov 20. stoletja Jakob Prešern, njegov seveda izjemni opus, mimogrede, hrani, ne, institucija, s katero danes sodelujemo, torej Muzej novejše zgodovine Slovenije. No in v tej prvi fazi, ko je italijanska oblast, Italijani so preganjali, vendar jih niso ubijali in jih pravzaprav fašistična oblast nikoli ni ubijala. Neslučajno pride kar nekaj beguncev iz Štajerske, Judov.
Zgodba je podobna, ne? Vsaj mi, ki smo na Štajerskem, zelo poznamo, koliko ljudi je bilo iz Štajerske v prvih mesecih okupacije izgnanih v Srbijo, predvsem pa v Bosno in Hercegovino in pa Hrvaško, torej nazivno NDH, in kako velik odstotek teh ljudi je potem, preden so bili pregnani, se zatekel v Ljubljano. Tako da recimo konkretno, ne, recimo, ko so ustanovile skupino OF, recimo je ena prav skupina, so štajerski begunci. Ne. No in del tega velikega eksodusa, velikega števila Štajercev v Ljubljano, ker so pač razmere bile ugodnejše, sta dve, recimo, primera družin iz judovskega projekta. Prvi so Baumgartni iz Trbovelj. Dr. Hugo Baumgarten je bil že pred prvo svetovno vojno zobozdravnik v Trbovljah in je potem to bil tudi do okupacije. Je pa potem tudi zaradi tega, ker je imel dobrega prijatelja še iz Trbovljskega Toneta Seliškarja, našel zatočišče v Ljubljani. Z njim je prišla tudi njegova žena, Frida Baumgarten, in pa k njim se je potem zatekla iz Srbije, kjer je bila poročena s Slovencem Pošingerjem, tudi njihova žena, dr. Marjana Baumgarten, takrat Pošinger. Namreč ta Pošinger, Slovenec, je, ko je prišla nemška okupacija v Srbiji, se ločil od Marjane Baumgarten, kar pomeni, da se ona zdaj več ni bila v mešanem zakonu, in ker se zelo hitro, septembra 1941 začne načrtno ubijanje Judov v Srbiji, je torej ta Marjana Baumgarten bila seveda v izjemno nevarni situaciji. Niso mi znane posebno natančne podrobnosti, ampak imela je izjemno srečo, znanje, sposobnost, da se ona uspela prebiti do januarja 1942 k staršema. In je potem do aretacije septembra 1944 živela v Ljubljani. Zgodba je izjemno zanimiva tudi zaradi tega, ker je ona potem vojno preživela, bila je vrsto let potem lektor angleškega jezika na filozofski fakulteti, imela je doktorat pred drugo svetovno vojno že iz angleščine. Ne? Lahko si predstavljate, kaj je to takratno slovensko okolje pravzaprav pomenilo. Ne? No, še en član družine Baumgarten na malo drugačnem področju, izjemno Otto Baumgarten je bil falirani študent fizkulture, če se tako izrazim, na Dunajski univerzi. Pred drugo svetovno vojno se vrne z Dunaja tudi zaradi Anšlusa in potem, ko nastopi okupacija, se začne preživljati s tem, da začne z tečaj juda. In tako postane nič manj in nič več kot prvi človek, ki je torej se ukvarjal v Sloveniji z judom. 1944 njega odpeljal v taborišče, umrl bo tam. Njegovi učenci so pa potem po drugi svetovni vojni, ko so obudili, torej ukvarjanje z judom, njemu v čas imenovali Baumgartner memorial, ki še vedno obstaja. In leta 2018, ko Otto Baumgarten dobil svoj Stolperstein, so pravzaprav na Judo zvezi dojeli, pravzaprav po kom se torej ta njihova zadeva imenuje, oziroma zakaj je pravzaprav ta zadeva seveda pravzaprav širše pojena. No, še en primer, begunka iz Štajerske, prva mariborska zdravnica, sicer v Hersonu, v današnji Ukrajini, rojena dr. Kaja Lea, slovensko se pravi Klara Kukovec, kateri dekliški priimek je doktor. To ni izmišljeno, res je tako pisano, ampak ona tudi res bila dejansko ena izmed sploh, kot rečeno, prvi zdravnic, ki je dokončala uspešen študij in pa potem je bila v Mariboru prva zdravnica, predtem pa v Trstu, recimo konkretno. No, ona je torej vojno preživela, zato ker je bila seveda smatrana za Slovenko, zanimiv detalj, to je njena mesečna vozovnica za tramvaj v Ljubljani in je pač ta fotografija iz njenih vojnih let. Ti begunci iz seveda neposredne okolice niso bili edini. Vemo, da je torej nekaj 100, zagotovo celo več, no, mogoče celo nekaj tisoč beguncev prišlo v prvih mesecih vojne, ne, ampak tam nekje do avgusta, septembra, ko se res sistematično začne preganjanje judov na območju NDH, predvsem v Zagrebu in bližnji okolici, v Slovenijo. Vzrokov je bilo več. Prvič je bilo torej režim, ki je bil v Ljubljani ugodnejši, kot je bil ustaški, in geografsko seveda so bile povezave, veliko ljudi se je poznalo, veliko je bilo stikov, ne. In tale fotografija, ki sem že večkrat pokazal, se meni zdi pravzaprav skoraj ikonična za marsikaj. Na njej vidimo torej družino judovsko, mamo in 3 sinove in ne moža oziroma očeta, Deutsch. Mislim, da če se malo potrudite, boste zelo lahko prepoznali, kako je nekoč izgledala promenada, zadaj vidite hotel Slon. No in takrat mimogrede je bilo zelo moderno in potem mislim, da še kar nekaj časa v drugi svetovni vojni, da so ljudi fotografi, poklicni fotografi fotografirali na ulici. Fotografija je takrat bil precej popularen. No, očitno je neki fotograf, ki je pač to na promenadi čakal, pač to žensko fotografiral. Najbrž ni ravno mislila, da se bo fotografirala. Oziroma, če malo pogledamo obraz nje, bi rekli, da nekako prepoznamo nekaj, kar se je pravzaprav njej dogajalo, oziroma nekaj, s čemer se ona morala soočiti.
Namreč to je bila družina, ki torej so živeli v Zagrebu in očeta oziroma moža Josipa Dojča so avgusta, v začetku septembra aretirali v Zagrebu, samo njega, ker v prvi fazi so recimo ustaši samo odrasle moške pošiljali in ga tudi poslali in je bil celo eden izmed prvih, ki je prišel v Jasenovac. Ta ženska, je seveda v tej situaciji naredila nekaj, kar bi lahko se izgledalo kot nekaj slabega, ampak v bistvu je na koncu naredila pravilno. Ni imela nobenih vesti o možu, ni vedela, kaj se bo z njim zgodilo. Mi vemo danes, oziroma tudi ona je potem po vojni izvedela, da je bil ubit v Jasenovcu. Ampak zavajajoče se torej, da tvega, če bo ostala v Zagrebu, je, ne vemo točno kakšne okoliščine, ampak sigurno nelegalno, prišla do Ljubljane. In ta zaskrbljeni izraz, ki ga mislim, da znamo prepoznati na obrazu, govori ne samo o skrbi za te 3 otroke, ampak tem, da je pravzaprav svojega moža pustila. Ampak to je bila pravilna odločitev. Če bi ona vztrajala v Zagrebu, če bi čakala na obvesti, pojasnilo in kaj naprej, kaj z njenim možem, namreč nihče od teh, ki jih tu na tej fotografiji vidimo, ne bi preživel. Ker pa se je odločila in torej zapustila Zagreb, torej ni vedela, kaj bo usoda moža, še takrat, je pa se odločila pravilno. Ne samo, da je rešila življenje seveda svojim otrokom, ampak ki so potem vsi v Izraelu nadaljevali in so, mislim, še danes bolj živeči, ampak je sebe tudi rešila. Tudi zaradi tega bi si upal trditi, da recimo ta posnetek, če ga imamo s kontekstom in za komentarjem, ko vemo, kaj pravzaprav za tem posnetkom stoji, nekaj kot recimo tipična za razmere, ki so bile, torej, kar se judovskih beguncev tiče, v tem času Ljubljane. Ni bila edina. Zanimiv detalj, Željko Adler je z mamo Olgo Adler v začetku 1942, ko je potem bilo že na višku preganjem NDH, prišel najbolj spet ilegalno v Ljubljano. Oče Otto Adler, ista zgodba, je bil v tistem prvi fazi avgusta, septembra aretiran in še leta 1941 biti v Jasenovcu. Tega sicer ne on, ne mama nista vedela, ampak isto sta naredila. Torej, zavajajoč se temu, da pač z čakanjem ne bosta nič naredila, oziroma bosta verjetno tudi sebe preko slep sodila na pač kaj slabšega, verjetno si sploh niso mogli predstavljati, kaj se v Jasenovcu sta potem odšla v Ljubljano. Detalj, ki je tukaj zelo zanimiv, je to, da vidimo, da je seveda takrat deloval pokrajinski Rdeči križ, napisano je sicer dvojezično, ampak na prvem mestu je slovensko, in ker je seveda bil begunec, torej človek v stiski, mu je pač lokalni Rdeči križ pomagal. Izdali smo torej dokumentacijo, na osnovi katere je bil pač do nekaterih zadev upravičen, kot recimo hrana in podobne zadeve. No in ohranila se pa seveda tudi, potem ko se je seveda najprej za to izkaznico uredil status, njegova prošnja za osebno izkaznico, tisto pravo, italijansko, okupacijsko. No in v tej osebni izkaznici je zanimiv detalj, ni se sicer ohranila njegova fotografija tam, vidimo je pa tukaj, da je pač seveda opis, da ima svetle lase in plave oči. Tukaj je črno-bela fotografija. Ampak stereotipno bi se rekli, mislim, če bi nekaj pač smatrali nacisti kot arijsko, so torej ljudje svetlih las ali pa plavih oči, in takšen je bil ta Željko Adler. No, iz Ljubljane sta potem z mamo odšla v severno Italijo, obtičala ob kapitulaciji Italije v severni Italiji, prišla v Nemčijo, bila odpeljana v Auschwitz, kjer je mama takoj po prihodu, on pa nekaj časa kasneje umrla. Zgodba, ki sicer seveda bi znala potomci še kaj recimo govoriti, ampak recimo kako v bistvu lahko iz ene fotografije, pravzaprav potem razberemo marsikaj več, oziroma kot to seveda povežemo z viri, bodi si v severni Italiji, bodi si v Auschwitzu recimo, dobite pravzaprav še lepo polno zgodbo. Najbolj znana skupina teh beguncev Srednje Evrope so že na začetku omenjeni Joškovi otroci. Joško Indik iz Osijeka je torej skupina mladoletnih judovskih beguncev. Del te skupine je bilo tudi 18 deklet, ki jih je februarja 1941, torej tik pred okupacijo v Mariboru rešil Uroš Žun, pripeljal v dvorec Lesno Brdo. Tega dvorca danes več ni, ker je bil potem v jeseni 1942 zdan. No in so sicer z pomočjo takratnega ljubljanskega škofa Rožmana, zdaj seveda, kakšna je bila ta pomoč? Ta pomoč je bila v tem smislu, da je pač jim dovolil, da se tukaj naselijo, mislim, da je zaračunal, ampak v vsakem primeru jim je dovolil, da se naselijo. No, torej so tukaj živeli, potem, ko so se stvari tukaj zaostrile, tudi zaradi partizanskega vojskovanja, se je ta skupina umaknila v en kraj v Italiji, pri Ferrarinu Antola, in potem ob kapitulaciji Italije uspešno v celoti, mislim, enega, uspela rešiti v Švico. Ravno zaradi tega seveda izjemno pestrega in zanimivega in bogatega Joškovega dnevnika, je ta zadeva v Izraelu zelo, zelo znana. In je bilo večkrat tako drugače raziskana. Pred nekaj leti je celo na osnovi tega bil posnet film,
ki se dogaja seveda v Ljubljani in bližnji okolici, in mislim, da takrat tudi res Ljubljana igrala samo sebe, torej tiste ljubljanske prizore niso snemali nekje v Budimpešti ali pa kje drugje, ampak so res v Ljubljani snemali, ne. Zdaj priznam, da sicer filma nisem pogledal oziroma ga ne poznam, v vsakem primeru pa je pač treba povedati, v neki mednarodni produkciji, ne, najbrž ni ravno pogosto, da je pač naš prostor, tudi Ljubljana, ne, pač prizorišče nečesa. No, prav iz Izraela je ta zgodba zelo znana, nikakor ni edina, recimo, ki je z jugoslovanskim prostorom povezana, ne, ampak zagotovo je ta pač ena izmed bolj znanih v današnjem Izraelu. Zdaj, koliko je bilo teh beguncev, ne, in kaj so ti begunci počeli v Ljubljani, nam po svoje zrcali ta nenavaden ukaz takratnega glavnega fašista v ljubljanskih pokrajinah, to je Emilio Grazioli, ki je mimogrede sicer bil poročen s Slovenko. Tukaj prepoveduje, ne, osebam judovske rase obiskovanje državnih knjižnic in knjižničnih javnih zavodov. Zdaj, nekdo bi rekel, v redu, mislim, kje je zdaj problem, ne, ampak najbrž je verjetno teh nekaj Judov poskušalo pač ta čas, ki je v Ljubljani, preživeti intelektualno smiselno, ne, in koga je zdaj to motilo, ali pa zakaj je to motilo, recimo, ne, ampak spet taki malki italijanski način, ne. Zdaj, če to primerjamo z kakimi zelo grobimi potezami kakih nacistov, ne, seveda to nekako ne izgleda ravno strašno grobo, ne. Je pa seveda po eni strani, ne, bi rekli, čisto psihološkega vidika, ne, nekaj, kar je pravzaprav mogoče celo bolj globoko, ne. No, niso imeli probleme z italijanskimi oblastmi samo begunci, pač pa tudi domači Judje. Konkretno v jeseni 1941 iz ne čisto jasnih razlogov za katere izmed teh judovskih družin, ki niso begunci, so poseljenci, poslali konfinacijo. Kriterij meni ni čisto jasen, v vsakem primeru pa je zanimiv detalj to, da so ti, ki so bili seznanjeni s tem, da jih torej mladi pričakujejo konfinacijo, so zaprosili takratno mestno glavarstvo, da jih zaščiti pred izselitvijo. Mestno poglavarstvo tega ni naredilo. Res je treba povedati, da je potem seveda vprašanje, kolikšna je bila samouprava takratne mestne oblasti, ne, vprašanje tudi, recimo, kaj bi lahko to mestno poglavarstvo naredilo, ampak vsaj sodeč po virih, ne, torej odgovor na to ni bilo. Zdaj, konfinacija ne smemo zamenjevati z internacijo. Konfinacija je en za italijanski fašizem značilni ukrep, upravljali so ga tudi na Slovenci že mnogo pred tem, pa tudi prej še na kom drugim, ki je pomenil to, da so vas z takšnih drugačnih razlogov poslali v neki del Italije, kjer niste bili doma, in so vas potem konfinirali. Vi ste morali živeti točno v nekem določenem naselju, se javljati, včasih na svoje stroške, včasih na stroške oblasti, bomo rekli, eliminirali, ampak so vas pa neutralizirali, ne, če ste bili pač problematični. Ena izmed zgodb, ki je s tem povezana, to je ravno zgodba družine Moskovič. Torej, Moskoviči so bili predvideni za prvo konfinacijo, kateri so bili recimo poslani Loranti, konkretno v severno Italijo, ampak so se neznanih razlogov vsaj zaenkrat temu izognili. Dokler potem ni prišlo do tega, da je najmlajši član družine Moskovič, to je bil Julij, pisal grafite po stenah in ga pri tem so dobili karabinjeri. Njegova starejša sestra Vera, zaenkrat je to zdaj edina fotografija koga od članov družine Moskovič, ki se je ohranila pa se zaradi tega, ker je na eni vpisni poli na Ljubljansko univerzo, bila je namreč študentka že pedagogike na takratni filozofski fakulteti, je seveda pripeljalo do tega, da so zdaj torej njega, torej Julija, očeta in to Vero pregnali v severno Italijo. Zdaj, Vera sama je v več spominih takratnih aktivistov zabeležena, ne. Sigurno je bila sodelavka OF, zelo možno pa, da je bila tudi vsaj kandidatka za skoj ali kaj podobnega. Tudi sem omemb, da v teh prvih mesecih začetka okupacije, ko se torej začne OF organizirati, ne, je bila ena precej aktivna skupina na filozofski fakulteti študentov, pristašev OF, in potem je večkrat omenjeno, da so se sestali na vrtu pri družini Moskovič, ne. Žal, ko sem začel te stvari raziskovati, ljudje, ki so to, konkretno to Vero Moskovič omenjali, ne, kot aktivistko, vsi pokojni, in vsaj zaenkrat ta sled, ne, ki je seveda obetavna tudi za svoje kakšne druge podrobnosti te družine izvemo, še ni bila dovolj raziskana. No, torej, Moskovič, ampak ne cela družina, so torej zaradi najstniškega aktivizma tega Julija torej bili poslani konfinacijo v severno Italijo. Spomladi 1942 v ljubljanski pokrajini izjemno močno razmahne partizansko gibanje, ne, in tukaj nastopijo potem zagotovo prve žrtve med ljubljanskimi Judi. Sodeč po sedanjih podatkih je prva žrtev bil Dušan Oblat. Družina se je po prvi svetovni vojni preselila iz Italije, iz Trsta v Ljubljano, imeli so trgovino s čevlji,
na takrat Šempetrski, današnji Trubarjevi ulici, ne, mislim, da so bili kar poznani. Ne. No in tale Dušan Oblat je bil, kot kaže 28.6. ene velikih racij takratne italijanske oblasti aretiran, poslan na transport v taborišče Gonars, ampak to je točno tisti transport, ki se ga potem na poti proti Gonarsu pri Verdu napadli partizani in del teh, ki so bili v tem transportu Gonars, rešili. Med njimi je torej tudi Dušan Oblat. Potem so jih odpeljali s seboj in jim dali pač na izbiro, ali bodo se priključili partizanom, ali bodo se priključili noter, ali pa hoče nazaj v Ljubljano iti. Ne. In prvotno je bilo pač kar deljeno, ne, in potem malo tudi zatem, ker so pač nekateri dobili, da odločitev, da bi se vrnili v Ljubljano, najbrž ne bo čisto zdrava, in na koncu ostalo samo nekaj 10, 5 recimo teh, ki se to niso odločili, ne, in potem so partizani teh 10, ki so hoteli nazaj v Ljubljano iti, niso hoteli torej niti delovno notri biti, niti niso hoteli biti kot del partizanov, ubili v Krimski jami. Ime, ki je seveda zdaj tudi zaradi načrtnega izkopavanja in seveda pojasnjevanja okoliščin, ne, kako je do tega prišlo, mislim, da precej znano. Zdaj, prva torej žrtev med Judi iz Ljubljane po dostavljenih ugotovitvah je torej bil žrtev, ki je torej bil posledica vojvodskega partizanskega nasilja, kot rečemo temu tudi strokovno, ne. Žal, ne, je tudi zaradi tega, ker oba brata, ki je imela Dušan Oblat, sta potem, sicer mislim, da vsaj en je bil tudi v Gunarsu, sta potem najkasneje septembra 1943 priključila partizana in oba padla. Teda, v bistvu, en izmed dokazov, kakšna kruta stvar je vojna, torej ta Dušan Oblat ni hotel biti partizan, ne, in so ga to partizani ubili, ampak njegova brata sta se priključila partizanom, pa sta oba padla kot partizan. No in pa zagotovo, vsaj zaenkrat, koliko vemo, najmlajši judovski partizan iz Slovenije, Renato Bolafio, še ena zelo pomembna rodbina, ki se preseli iz Gorice preko Ajdovščine v Ljubljano še v 19. stoletju, ukvarjali so se z vinsko trgovino, ne. On je bil dijak, 16-letnik, ko stopi partizane, preživel je Roško ofenzivo in potem v nekem čisto brezveznem, nepomembnem spopadu nekje pri Velikih Laščah padel. Njegova zadnja fotografija pred vhodom v partizane, je bil celo že puškometralec, tisti, ki malo poznate te razmere, veste, da pač puškometraljeci niso kdorkoli, recimo, ne. Sicer pa bi rekel zagotovo en izmed dokazov, ne, da so vsaj nekateri Judi poskušali aktivno se upreti zlu, ki je seveda predstavljala okupacija. Sam oče njegov, Bolafio, je potem izvedel za sinove okoliščine seveda šele po vojni, recimo, ne. Našel sem dokumente, ki recimo, konkretno recimo, ker je bil precej znan očitno v Ljubljani, ne, se potem pogovarjaš 43, pa kaj s tem Bolafijem, zakaj ni nobenih gostij v njej in podobno. Veš pa zelo, zelo znana ljubljanska rodbina, ne, ki je pa po vojni so vsi zapustili potem Ljubljano, tako da mislim, da danes več ni nikogar. So pa potomci tega v Italiji, zaenkrat še ni uspelo dati stika, mogoče v tej prihodnosti. Nekateri, ne, so v teh italijanskih našli pač pot do rešitve. Prej je bil omenjen trendsetter, prodajalec radioaparatov in pa koles, ne, Josip Banjaj. No in tu vidimo, kako je sebe in svojo ženo rešil. Uspel je pridobiti ponarejeno salvadorsko državljanstvo. Salvador je bil seveda nevtralna država in seveda potni list Salvadorja ni bil ravno nekaj, kar bi ravno rekli odpiralo vsaka vrata, ampak z malo sreče, pa verjetno z kakšnim podmazane denarja, se je rešil. Dejansko za tem potnim listom, tukaj ga je izdal, sicer človek na salvadorskem veleposlaništvu, nosil Georg Mandelo, sicer Jud, ne, je pa seveda to potem logično kot Jud, ne, potem ponarejal in dajo, torej ne uradno, ne, torej ljudje v Salvadorju zunanjem ministrstvu niso vedeli, da on to izdaja. Ampak glavno, ta dva sta se uspela rešiti. Vojna sta potem preživela, no in njegova žena Blanka Banjaj, rojena Schönwald, je bila iz Varaždina, on je bil Subotice, nista imela otrok pred vojno in kot kaže tudi ne po vojni in zato sta potem bistveno mlajšega sorodnika od Blanke, njenega bratranca, Vedrana Harija, 1942. leta v Zagrebu rojenega Juda, otroka posinovila. No, kar je zanimivo je to, da je tega Vedrana Harija in njegovega bratranca Artura Roznera, prav tako iz Varaždina, rešil pa slovenski pravičnik, torej slovenski Oskar Šindler, Ivan Breskvar, ki pa sicer bil iz Ljubljane, je pa potem pred drugo vojno se preselil v Varaždin in zato potem in potem celo življenje do smrti živel v Varaždinu. Nemška okupacija, torej zadnja faza druge svetovne vojne,
spremeni marsikaj, ne. Zdaj, sama oblast Nemcev je po eni strani bila seveda mnogo bolj natančna in mnogo bolj globoko segajoča, kot je bila italijanska, ne, po drugi strani pa vsaj formalno, ne, so domobranci imeli pravzaprav višjo stopnjo avtonomije, kot so imeli belogardisti. To se zrcali tudi v tem posnetku, ki je sicer nastal na en zelo znani datum, to je 20. aprila 1944, to je tako zvana domobranska prisega na Bežigrajskem stadionu, ne, in tukaj vidimo, da uradno izobešena torej obe zastave, ne samo zastava nacistične Nemčije, pač pa tudi zastava Krajinske, ki je seveda slovenska trobojnica s krajinskim grbom. Kaj hočem povedati s tem, da do leta 1943 ni zaslediti, da bi torej Slovenci imeli v preganjanju Judov v Ljubljani, pa v ljubljanski pokrajini neko aktivno vlogo, zdaj leta 1943 pa se kažejo, zdaj sedanje ugotovitve to spremeni. Prva stvar, ki se zgodi kmalu po začetku nemške okupacije, je, da oktobra 1943, ne, vse Judi, ki so bili še vedno prisotni v Ljubljani in niso prestopili v drugo vero, torej ki so uradno še vedno ostali Judje versko, aretirajo. Tako je recimo na začetku zgodbe omenjena Wilhelm Steinberg in njegova žena Lili Steinberg, ali pa recimo tudi v nekaterih primerih Lidija Steinberg, šči od teh, in pa njenega slovenskega moža Ludvika Filipsa. Kot rečeno, ne, to je malo nenavadno zaradi tega, ker celo v nacistični Nemčiji, ne samo Francije, pa Nizozemske, celo na Poljskem recimo, ne, če je bil mešani zakon, potem je to judovskega zakonca reševalo. Se pravi, če je bil mešan zakon, potem niso aretirali, človek, ki je bil sicer potem Jud, ne, pa bil poročen z kristjanom, pa ne Judem, je lahko imel probleme, ampak ni pa načeloma končal v taborišču. No, tukaj je ravno obratno. Torej, ne da je zdaj torej tega judovskega zakonca, v tem primeru, kot je Lidija Filipec, ne, to ni rešilo pa aretacijo in potem internacijo, ampak aretirali so njenega moža in tudi njega postavili v taborišče. Kot bomo videli po nadaljevanju, pa to ni bil edini primer, pa se prvič ta zadeva pojavi. Zdaj seveda ti ljudje, tudi ko vidimo v tem primeru Steinberga, ne, to so bili starejši ljudje, ko so jih poslali v taborišče, si lahko predstavljate, da tudi če to ni bil Auschwitz, ki je sicer najbolj grozljiv od vseh taborišč bilo, ne, ni bilo verjeti in zapričakovati, da bojo prav veliko časa tam preživeli. In torej recimo v tem primeru, ne, torej oba zakonca Steinberg zelo hitro tudi umreta v taborišču. Več je bilo teh primerov, zdaj seveda ne moramo vseh podrobnostih razlagati, ne, ampak to je torej očitno ta prvi val. Kriterij, koga so tu aretirali, je očitno bil torej tisti, ki niso vsaj formalno izstopili iz judovske vere. Te ljudi so pri tej aretaciji vse kasneje zbrali v sodnih zaporih. To, kar zdaj gledamo, sicer je stavba, ki še vedno stoji, to je današnja sodna palača na današnjem Miklošičevem parku, ampak za njo, ne, žal nimam boljše fotografije, vem pa, da je bilo torej tam, kjer je danes tisti hotel Austrotel pa tak naprej, je pa bilo, torej so bili pa sodni zapori, ne. In če bi morali izbrati neko točko v Ljubljani, ne, kjer bi morali simbolno postaviti recimo obeležje, ne, za vse, ki so bili v Ljubljani preganjani in z Ljubljane bili poslani kamorkoli, to so zelo sodni zapori. Torej vsi ljudje, sodeč po tem, kar sem zdaj lahko ugotovil, ne, so pač neki daljši ali krajši čas bili tudi zaprti in od tod potem poslani iz Ljubljane, če so bili poslani, pač kamor so že pač bili poslani. Zdaj, med tem se seveda zelo dramatično spremeni razmere za veliko število judovskih beguncev, ki so bili krajši daljši čas v Ljubljani in pa seveda kar nekaj ljubljanskih judov, ki so bili konfinirani v severni Italiji. Namreč severna Italija septembra 1943 pride pod nacistično oblast. In čeprav je obstajalo nekaj kot fašistični privid države, to je ta zvana italijanska socialna republika ali torej Republika iz Sala, fašisti seveda italijanski niso nobene vodilne vloge igrali. Konkretno kraj, ki ga vidimo tukaj, je eden izmed teh primerov, ko vidimo, kako se je to spremenilo. Fossoli, manjši kraj v bližini Modene, v pokrajini Emilia Romagna, postane holokausta na območju severne Italije. Namreč to je bilo prehodno taborišče, kjer so mnoge Jude iz tudi velikih italijanskih mest, kot je Milano, Torino in tako naprej zbrali in to v glavnem večino poslali v Auschwitz. Najbolj znano ime, zagotovo so vsaj nekateri že slišali za njega, je Primo Levi, sicer eden izmed najbolj pomembnih sploh pričevalcev o taboriščih, o holokaustu, o marsičem. Izjemno priporočam branje njegova dela. Mislim, da bi si on zaslužil Nobelovo nagrado. Vem, da so nekateri drugi dobili Nobelove nagrade za književnost zaradi pisanja holokausta, ampak moj osebni izbor, če bi pač imel možnost, ali pa če lahko recimo izpostavim to, je pa zagotovo Primo Levi. No, v tem taborišču, kot je Fossoli, so recimo bili tudi nekateri člani družine Moskovič, to so tisti trije, oče, pa sin, pa hčerka, ki so, kot smo slišali, bili v konfinaciji v severni Italiji in od tod so bili poslani v Auschwitz. In pa del družine Oblat. Torej smo slišali, en brat je bil ubit strani partizanov,
na poti v Gonars. Dva brata sta bila potem partizani, sta padla kot partizana, ne. Oče, mama in pa sestra so pa potem, ko so se zatekli s tem tukaj aretirani in preko Fosolja poslani v taborišča. S tem oče v Auschwitz, ki ga ni preživel, medtem ko pa žena in pa hči pa potem v Bergen-Belsen in sta ga preživeli. Ampak, če bi morali torej spet izbrati neko točko, recimo, ki je vsaj simbolno, ne, za to preganjanje ljubljanskih Judov, kot tudi Judov, ki so bili begunci v Ljubljani, je zelo močno in sicer zelo znana, je to ravno ta Fosolj. Podobno vlogo igrala tudi Rižarna. Rižarna je, če si predstavljate geografsko, ki je v Trstu, ne, bila pristojna, ne, tudi za judovske transporte iz tega Italije, tako da recimo nekatere družine, del družine Lorant, ki se je ženska poročila, pač Kaper, so se pisali Kaper, ne, je šla preko Rižarne v Auschwitz. Ne, to je taka druga, tudi zelo znana in tudi zelo pomembna točka, ki je tudi lahko recimo povežemo s holokaustom v Ljubljani. Ko so ti ljudje bili poslani, leta 1944, ne, v Auschwitz, so prišli v nekaj, kar je bilo čisto drugače, kot je bil Auschwitz na začetku. Tale zračni posnetek iz leta 1944 vam kaže prvič dimenzija samega Auschwitz. Auschwitz ni bil mišljen, da bo postal to, kar je bil. Bil pa je na koncu največje delovno taborišče, največje uničevano taborišče. To, da je to postalo največje delovno taborišče, se vidi v tem. Zdaj, na tem zračnem posnetku iz leta 1944 vidimo ključno zadevo, ki je torej povzročila to, to je v sredinskem delu slike, zdaj upam, da vidite mojo miško, ki se premika, tukaj piše SS War Industrials, IG Farben, najbolj zloglasno ime podjetij, ki so pa z nacisti, šlo je za koncern kemijski, ki je torej 1942 leta začel postavljati ogromno tovarno sintetičnega bencina. In to je bil vzrok, zakaj je prvotno relativno majhno taborišče, tukaj piše Auschwitz I, leta 1940 ustanovljeno zgolj za lokalno poljsko prebivalstvo, najkasneje leta 1942 postalo zelo veliko, na koncu največje delovno taborišče. Zdaj, ta pojem delovno taborišče, ne smete, kar se tiče nacizma, imati v smislu, da zdaj to pomeni, da so mislili, da bodo seveda ti ljudje preživeli. Tisti zelo glasni Arbeit macht frei je samo za zelo naivne taboriščnike, pa mogoče čisto na začetku pomenilo lahko, ne? Če boš priden, če boš delal, se boš osvobodil. Mišljeno je bilo mnogo bolj cinično. Arbeit macht frei je pomenilo, tukaj boš delal, da se boš osvobodil do smrti, ker boš tukaj umrl in se boš odrešil, kvečemo skozi dimni krematorija. No, v praksi je to pomenilo, ne, da seveda, čeprav so taborišča tudi na koncu smrtonosna, niso vseh ljudi, ni bil namen, da jih ubijo, ampak da pač za čim manjšimi stroški čim bolj dolgo delajo. No in zdaj, ker je seveda taka ogromna tovarna sintetičnega bencina tukaj nastala, ne, je to potem posledično pomenilo, da je to najprej zelo majhno taborišče postalo zelo veliko. In ne toliko v tem prvotnem taborišču, ampak ta zelo glasni Birkenau, ki je seveda iz podružnice pravzaprav potem 10-krat večji, kot je bil pravzaprav to prvotno taborišče. Zdaj, same dimenzije tega Birkenaua so seveda takšne, da recimo na vrhuncu delovanja, ravno torej poleti mesec 1944, bilo samo tukaj 8000 taboriščnikov, v celotnem sistemu Auschwitza pa 140 000, torej ogromni sistem. In to, kar vidimo na tem posnetku, je samo jedro, ne, torej bilo je veliko število podružnic še drugje. Zdaj, zakaj je ta sintetični bencin bil tako pomemben? Torej, druga svetovna vojna je motorizirana vojna, rabite ogromne količine nafte, bencina, kerozina, karkoli. Često nacistična Nemčija ni imela omembe vredne naftnih polj, najbolj zanesljivo je bila svoja zaveznica Romunija, Ploešti je kraj, kjer je še danes obsežna naftna polja v Romuniji. In vojne operacije na vzhodni fronti so v veliki meri se seveda odvijale v skladu z to logiko, da pač nacistična Nemčija rabi seveda dostop do čim večjih zalog nafte. Poletna ofenziva 1942 na Stalingrad in na Kaukaz je s tem bila namenjena. Prodrli so konkretno nacisti vse do Groznja, kjer se začnejo torej Kaukaška naftna polja, ampak ker se je potem seveda zadeva odvijala drugače, kot so milenijski načrti, seveda ni bilo z teh kaukaških naftnih polj nič. Ampak to je v drugi strani pomenilo, da je seveda nacistična Nemčija obupno potrebovala nafto oziroma bencin in zato torej iznajdejo postopek 1942 leta za sintetično predelavo bencina, katere glavna surovina pa je premog. No in ko smo v Auschwitzu, Auschwitz je Šlezija, to je premogokopno območje, kar pomeni, da je premoga koliko hočete. Druga temeljna surovina je voda, tu imamo dve velike reke, Visla in pa pritok Sola, in pa potem seveda, kar ni bilo repljeno tudi za sam razvoj Auschwitza, odlične prometne povezave z večino glavnih območij Srednje Evrope, zato tudi je tako veliko Slovencev seveda končalo v Auschwitzu, in pa seveda prav tako izjemno strateško pomembno, izjemno veliko poceni celo zastonj suženjske delovne sile. In kakor je zato Auschwitz začel postajati leta 1943 največje delovno taborišče, ker so v tem času pa zaprli največja uničevalna taborišča na vzhodu Poljske, Treblinka, Sobibor pa Belzec, kjer so sicer ubijali z ogljikovim monoksidom, zdaj ta sistem, ki ga predtem so že upravljali v Švicu, to je ubijanje z pa ciklonom B,
To je seveda izjemno težek, v bistvu sodi pod insekticide, ne, pa začnejo tukaj ubijati. In potem v bistvu 43. leta naredijo v Birkenau 4 velike plinske celične krematorije za dnevno kapaciteto 4400 ljudi. Torej, Auschwitz ni bil mišljen, ni bil načrtovan, niti kot največje delovno taborišče, niti kot največje uničevalno taborišče, ampak razvoj vojne, dogodki, ki so sledili, oziroma logika, ki je bila pač značičnega vidika, seveda logika, ne, je potem pripravila do tega. No, in zdaj ti ljudje, o katerih govorimo tukaj, zdaj, recimo Moskovič, recimo, ne, v Auschwitz, v času, ko je to dejansko tovarna smrti. Nikoli prej, nikoli več kasneje, ni bilo ničesar podobnega. No, tu je zdaj prizor Birkenaua samega na vrhuncu delovanja. Običajno, kadar so pač posnetki, ne, vidite tale prizor, to so vrata smrti. To je še danes najbolj markantni vhod noter, ne. No, in tukaj so spomladi 1944 speljali železnico direktno do krematorija 2 in 3. Krematorij 1 je bil v Štamlageru, zato torej malo nenavadno krematorij 2 in 3. No, in konkretno, recimo, ne, tale odsek je torej spodaj pod ramp, kjer so te selekcije delali, se je reklo B1. Leta 1944 je to ženski del taborišča, no in v tem delu je baraka številka 22, kjer je preživela zadnje dneve svojega življenja, danes že večkrat omenjena Vera Moskovič. V nekaterih primerih, pri Veri Moskovič bili so viri tako dobro ohranjeni, da lahko celo take detajle povemo. No, zdaj na drugi strani so bili različni drugi deli taborišča, recimo B2E je bilo taborišče namenjeno Romom, to je cigojner lager. Tukaj so bili mešani, torej niso bili samo moški, pa znamenjski, ker je pač to bila posebnost romska taborišča, da so živeli kot družina. In pa konkretno, vsaj še ena mesta sigurno slišala povezave z Auschwitzom, to je dr. Mengele, no, njegov revir, njegov del taborišča je B2F. Tukaj so bili torej tisti dvojčki in pa vsi tisti, katerih vam poskusil početi. Torej, poleg teh dveh krematorijev, 2 in 3, sta bila še krematorija 4 in 5, ki sta bila malo oddaljena od železnice, kar pomeni, da je bilo treba tja ljudi pripeljati, ampak podobni dimenziji. No in v tem konkretnem posnetku tudi vidimo zelo jasno dim sežganih trupel, kar nam jasno govori o tem, kar se dogaja. Sam Birkenau ni bil nikoli dokončan, tole konkretno je sektor B-Dry, ki ga, kot rečeno, tudi zaradi tega, ker je potem se vse drugače odvijalo, ni končalo, ampak torej dimenzije tega so, če si predstavljate, približno 2x3 kilometre, ne, in še večje bi bilo, če bi to seveda dokončali, torej ogromna je ta zadeva bila in zato torej ni nobeno presenečenje, da je potem posledično, ne, so take številke v Auschwitzu kot so. 1,3 milijona ljudi je bilo sem pripeljanih, 1,1 milijona tukaj umrl, ogromna večina judov, vendar ne samo judov. Zdaj, kako je to izgledalo? Torej, v času, ko recimo Moskoviči ali pa tale Oblat, Aleksander pride sem, vidimo tukaj. Namreč, marca 1944 je nacistična Nemčija okupirala Hortjevo Madžarsko in judovska skupnost na Madžarskem, torej tudi na območju današnjega Prekmurja, je bila takrat sicer preganjana, ni bila pa sistematično ubijana. Zdaj se to v nekaj tednih spremeni, nikoli prej, nikoli kasneje. Ni nikoli ta nacistični policijski stroj tako učinkovit bil, kot je bil na Madžarskem. Tudi zaradi tega, ker je osebno Eichmann, ki je, kot ste verjetno slišali, da je osebno vodil večino teh prej, dejansko svoj štab preselil na Madžarsko. No in konkretno, v 2 mesecih in 1 tednu so 435,000 judov poslali iz takratne Madžarske v Auschwitz. Ker so bili odrasli moški na Madžarskem ljudi v delovnih enotah madžarske vojske in jih torej niso poslali v Auschwitz, so bili ti transporti nadpovprečno velikem procentu sestavljeni iz žensk, otrok in starcev. Za Auschwitz neprimerno. In zato so vse te dobili takoj po prihodu. 350,000 v 2 mesecih. Nikoli prej, nikoli več kasneje, niti v Auschwitzu ni bilo take pomora, kot je bil takrat. Tega se zaveda tudi samo vodstvo SS-a in zato so te fotografije nastale. Ena izmed teh vidite tukaj, to tako zvani Auschwitz album. Tukaj vidimo, transport je prišel, ljudje so se skrcali, vlaka sicer tega kota ne vidimo, ne. Fotografija je očitno malo splezal gor, da vidi boljši pogled, ampak vidite, ta 2 dečka sta fotografa opazila, no, ampak ta 2 dečka, glede da sta stara nekje 6-7 let verjetno, ne, imata pred seboj najbrž kakšno uro življenja. Namreč zelo kmalu bo sledilo selekcija in potem bo se seveda kot neprimerno za delo selekcionirana in poslana direktno sem. To, kar vidite v zadju, tale dimnik, to je krematorij oziroma plinska celica 2. Kot rečeno, ne, torej ta 2 dečka in večina ljudi, ki na tem posnetku vidite, ki niso primerni za delo, ne, kot rečeno, ne, imajo pred seboj uro, kaj takšnega še življenja. Pogled z drugega kota, tukaj zdaj vidimo vrata smrti, torej vidimo transport, torej ljudje so zdaj že razporejeni, torej vidimo moški in pa ženski in otroci. In vidite SS-ovca, torej oficirja levo, desno, levo, desno. Ta ženska z dojenčkom je ravno kar poslana proti krematoriju oziroma plinski celici. Tale deček, tale ženska, tale starka, vsi ti
bodo sledili. In kot rečeno, ne, od tega posnetka, ki je bil tukaj, do njihove smrti, je verjetno imelo uro, mogoče še celo manj, vsake imelo nekaj dosti več. No in točno ta postopek je bil značilen za vse transporte Judov, ne samo za te najbolj nočne iz Madžarske, ampak tudi zdaj recimo, ko govorimo o Moskovičih in ostalih teh ljubljanskih Judih in begunci, ki so bili v Ljubljani, ne, seveda, ki so prispeli iz Italije. In procent, torej tisti, ki so bili sprejeti v taborišče, je običajno zelo nizek, torej 15-25%, ne, vse ostale so, kot rečeno, ubili takoj po prihodu. Tako tudi konkretno, ne, ko torej prispe transport, ki pripelje v začetku avgusta 1944 Feliksa, očeta Vero in pa Julija Moskoviča. Oče Feliks je bil star čez 60 let in ni nobenega dokaza, da bi torej prihod v Auschwitz preživel, glede na starost, glede na takratne razmere, najbrž ubiti takoj prihoda. Medtem ko je pa Vera Moskovič zagotovo bila sprejeta v taborišče, dobila je taboriščno številko A8482. Namreč v Auschwitzu so bili taborišči samo številke. To ni fraza, to je bila resnica. Pričemer samo v Auschwitzu so in te številke vtetovirali. No in ko so ti množični transporti Judov iz Madžarske začeli prehajati, so prav za Jude uvedli posebno serijo. Torej, slovenski taboriščniki so imeli torej vedno samo številko, 19,000 pa nekaj, medtem ko pa judovski taboriščniki leta 1944 dobijo sprej črko A. Ne, to zdaj pomeni Jud. Ne, sicer ni črka J, ampak pomeni torej Jud. Ne, torej nič drug ne more biti tega. No, ona je torej avgusta bila izbrana očitno za delo, ne, tudi v svojo starosti 24 let, ampak kot kaže, ne, seveda je zelo hitro tudi onemogla. Namreč tale zapis, ki ga tukaj vidite, je zapis iz barake številka 22, ki sem prej pokazal. To je bila bolnišnična baraka in po spletu naključij se je ravno za ta del, za to barako, ne, zelo natančno, torej ta blok, ki ga nekdo pač, ki je tam tem vodil, recimo ohranil. In tam dejansko vidite, ne, poleg nje so še mnogo drugih imen. No in to, kar se tukaj vidimo, ne, torej je njena številka, kategorija Jugoslaviše Judin, ne, torej jugoslovanska Judina, Moskovič Vera, staro 24, in potem je vidite z drugačno pisavo pripisano, ne, kot je tudi pri vseh, če gledamo gor pa dol, ne, zdaj sem samo torej njeno vrstico, ampak to je cel spisek, je, ne, piše Überstelt 30.10.44. 30.10. so torej vse ženske, ki so bile v tej baraki, ki niso bile pokretne, in očitno bila torej Vera Moskovič med njimi, bile prestavljene, ne, v krematorij oziroma plinsko celico. In zato je to obenem tudi njen datum smrti. Ni pogostokrat, ne, da se tako dobro gradivo ohrani, kot je v tem primeru, ko lahko res rekonstruiramo, recimo res okoliščine smrti, ampak v tem primeru za Vero Moskovič, kot vidite, so se ohranili. Julij Moskovič pa je očitno po nekem, ne vemo točno kakšnem, ampak verjetno ne preveč dolgem času, bil premeščen iz Auschwitza v Flossenbürg. To je bilo veliko taborišče blizu Nürnberga, no in to je njegov karton z odvzetimi predmeti, ko je prišel v Flossenbürg. Če malo boljše pogledate, vidite, da ni napisano nič. Seveda, že ko je prišel v Auschwitz, so mu vse pobrali in zdaj, ko je prišel v Flossenbürg, mu niso več imeli kaj vzeti. Ampak vseeno, birokracija dela naprej. Tu vidimo, da se piše Moskovič, Julij, Jugoslaviše Jud, torej to je njegova taboriščna številka v Flossenbürgu. Ne vemo, kakšno številko, ali če je sploh imel v Auschwitzu. Rojstni kraj, Laibach piše po nemško, ne, in torej bil je premeščen 22.10. Iz Auschwitza in pa vidimo, da malo več kot mesec dni kasneje je tudi umrl. In prosno satelitno taborišče, tam je potem očitno zbolel, bil vrnjen nazaj v Flossenbürg in 27. novembra, kot torej ta štempelj jasno tukaj kaže umrl, torej dočakal ni 20 let, ne, en teden kasneje, kot vidite, bi dočakal 20 let. No in tu je njegov podpis, kar bi lahko tudi rekli, da seveda je zadnji dokaz njegovega življenja. Nazaj v Ljubljano. Razmere, kot rečeno, v Ljubljani so bile od nemške okupacije naprej takšne, da pač lahko govorimo o neki precejšnji avtonomiji domobranske vojske in tudi policije. Tale posnetek, ki ste ga tako že videli, ker seveda prikazuje dogajanje pred domobransko prisego na Bežigradskem stadionu, ne, nam prikazuje tukaj generala Rupnika, generala Rösenerja, vodilnega nacista, ves čas druge strani vojne človeka, s katerim je največje nasilje povezano in je tudi upravičeno po drugi strani vojni bil sojen v Ljubljani, obsojen na smrt in tudi usmrčen, ter Škof Rožman. Zdaj, če malo boljše pogledate v zadaj, vidite domobrance v domobranskih uniformah, potem vidite domobranske policiste, smo v Ljubljani, veliko mesta, ne, ker ni samo vojska, ampak tudi policija, ampak v zadaj potem vidite pa še enega, ne, in jaz mislim, da ni težko ganiti, da gre za enega izmed policistov domobranskih, seveda, torej Ljubljančanov, ne,
v civilu. Zakaj sem te ljudi izpostavil? Zato, ker to, kar se bo zdaj naprej zgodilo, torej zadnje aretacije septembra 1944 so nedvomno izvajali domobranska policija in bodi si uniformirana, bodi si v civilu. Namreč obseg teh aretacij je bil zelo velik. Aretirali so torej 10., 12. in 14. septembra zelo veliko ljudi, najprej zaradi tega, ker so aretirali vse tiste, ki se smatrali za angleške špijune, teda so recimo nekateri domobranci celo bili aretirani. Mislim, da ravno v teh dneh bil aretiran eden poveljnikov udarnega bataljona domobranskega, kapetan Stotni križ, ki je tudi potem preživel Dachau, potem bil vrnjen in potem obsojen na smrt. Ampak tega so aretirali, ker so ga smatrali za anglofila. Potem druga velika skupina so bili člani Slovenskega Rdečega križa. Že prejšnji dan, ko smo govorili o tem, smo videli, da je torej Rdeči križ v času italijanske okupacije dejansko deloval, je pa potem deloval tudi v času nemške okupacije. Ta Rdeči križ se res trudil biti nevtralen in je imel zelo pomembno vlogo, ker je stotine, če ne tisoče Slovencev rešil po kapitulaciji Italije iz Italije. Ampak seveda je veliko teh ljudi potem odšlo, ko so prišli Ljubljane partizane, in to je zaradi tega seveda ta Rdeči križ zelo negativno luč postavljal tako pri domobrancih kot pri Nemcih. Po drugi strani ta Ljubljani delujoči odbor Rdečega križa, ki je torej absolutno nevtralno, objektivno poskušal pomagati ljudem, ki so potrebni, pa ni seveda bil isti, kot je bil partizanski Rdeči križ. In ni slučajno, da po leti 1944 potem v partizanski Beli krajini ustanovijo novi Rdeči križ. Ampak ti ljudje so potem bili aretirani, čeprav niso bili partizani, nasprotno, ravno ker niso hoteli sodelovati s partizani, so pravzaprav potem bili izpostavljeni na drugi strani. Nekateri izmed teh so potem tudi umrli v taborišču. Pred leti je o tem pisala Vera Hus, zelo pomembna dognanja so tukaj, ker mislim, da ni ravno bilo pogosto, da bi se na okupirani Evropi zgodilo to, da bi lokalni odbor Rdečega križa zaprli. In tretja skupina, ki je v teh dneh bila aretirana, so bili preostali ljubljanski Judje. To je konkretno iz zaporniške knjige takrat aretiranih, ker pač se jasno vidi, da gre za Žide. Aretirali so pa očitno recimo seveda tudi ljudi, ki niso bili Judi, ampak so bili samo poročeni z Judi. Naprimer, tu imamo sicer recimo zelo zanimiv detalj, ker potem nadaljevanje zgodbe, Zajc Regina pa tudi potem piše, kdaj je bila aretirana, pa tudi kdaj je bila potem premeščena v Begunje in potem z Begunje naprej v taborišče. No, gledam, vsakem je predvsem natančen vir. No in dokaz, da dejansko niso aretirali samo Jude, ampak tudi njihove zakonske partnere, je sicer tudi eno precej znano ime ljubljanske Jude, Ena Pogačnik, rojena Goldstein. Njen oče in potem ona je imela optično trgovino oziroma delavnico pri Tranči, tako bi rekli, precej centralna situacija v Ljubljani. Zelo znano ime takratne Ljubljane. In ona je sicer bila očitno dolgo časa neporočena, da bi se potem v začetku vojne poročila, ni mi jasno, kakšna povezava z Jakom Pogačnikom, ki je tudi bil očitno zelo dolgo samec. Deluje mi, kot da morda, pač stara ljubezen ali kaj takega, ampak morda je seveda ta Pogačnik, lesni trgovec iz Radovljice, sicer pa Ljubljančan, se poročil morda, da je zaščiti. Stanovala sta v vsakem primeru torej v Alvazorjevi ulici, današnja to Muzejska ulica, torej Gozdan Cankarjevega doma, torej zelo prestižna lokacija. No in zanimiv detalj je to, da je ta Erna Pogačnik, rojena Goldstein, imela brata, ki pa je ostal na Dunaju in je 1943 leta bil poslan v Auschwitz, kar meni, da recimo verjetno za njo po tej čisto osebni logiki, torej to, kar se je dogajalo v takratni Evropi, ni bila pravzaprav neka tabula rasa, ampak je verjetno preko te usode brata, ki je 1943 leta umrl v Auschwitzu, verjetno precej jasno. In teda se predstavljamo, ko so torej potrkali na njuna vrata, najbrž nista nekih velikih utvar morala imeti, kaj se bo zgodilo. No, glavnem, njo so poslali v Ravensbrück, ki ga ni preživela, ni znam točno datum njene smrti, ampak kaj je umrla, njega so pa poslali v Dachau. Ampak njega so aretirali zato, ker je bil poročen z Judijo, ne obratno. In to je, pravim kot rečeno, eden izmed najbolj očitnih dokazov, da je v tem primeru domobranska policija, ne morem trditi na svojo roko, morda na gestapovski ukaz, vsake primere pa je domobranska policija, namreč Gestapo v Ljubljani ni bil toliko številčen, da bi lahko te množične aretacije v teh nekaj sami izvajali, in tudi mi vemo iz pričevanja glavnega povezave med domobranci in nemško policijo, Duša se je pisal, z njega zaslišanja, da je to dejansko rekel, da so oni samo pač
sprejemali. Torej, te ljudi so po nekem krajšem, daljšem času v sodnih zaporih potem postali različna taborišča, veliko jih ni preživelo, nekateri pa seveda so. Zanimiv dokument tudi zaradi tega, ker če pogledate, ta sicer njena osebna izkaznica je hranjena v Zgodovinskem arhivu Ljubljana med tako zvanimi uničenimi osebnimi izkaznicami. Nisem čisto prepričan, da vem, ampak zdi se, da kot je bilo to, recimo, ko so neko aretirali, ko so vzeli osebno izkaznico, to neki fond nastal. Ker večina v tem fondu so ljudje, ki so ali bili aretirani, so umrli v drugi svetovni vojni, recimo kaj takega. Na vseh se niso ohranjene fotografije, v tem se je ohranjena fotografija, zato vidimo. Opozoril pa še en majhen detalj, tukaj, ko je njen opis konkretno, osebni popis in osebna znamenja, torej višina, kakšna postava, lasje, oči, posebna znamenja piše Židinja. Zdaj, kako človek lahko ima posebno, mi smo resni. Tukaj vidite, da recimo to je sicer izdala 26. avgusta 1943 še italijanska oblast, je to očitno nekaj, kar kaže na neko, bi rekli, kar sistematično zasledovanje teh ljudi. Imam sicer še nekaj drugih primerov teh osebnih izkaznic, ampak tako zgovorno, kot je tale pri tej Erne Goldstein, poročeni Pogačnik, pa še ne. No in pa za konec nekaj zelo pozitivnega. Družina Steinberg, Lidija Zajc, poročena z Ludvikom Zajcem, 12. septembra 1944 pride na njihovo stanovanje na Resljevi, kjer je sicer tisto noč poleg njihovega sina Tomaža Zajca, 1939 v Ljubljani, bila tudi varuška Elizabeta Savica Rožanc, kasneje poročena Horvat. No in ko je domobranska policija potrkala na vrata, je ta Elizabeta Savica Rožanc naredila nekaj, kar je seveda je na koncu rešilo tega fantka oziroma njej potem dalo ime naslova pravičnika med narodi. Namreč ona je z fantkom šla na balkon, potrkala pri sosedih, splezala z enega balkona na drugi balkon in medtem seveda, ko je potem policija prišla noter, aretirala očeta in mamo, odpeljala v taborišče, seveda sina več ni bilo. Ga odpeljala v svoj dom, stanovali so v dvorcu Tivoli, kjer je ta fantek, čeprav so seveda vsi sosedje vedeli, da je pač po mami Jud, seveda uspešno preživel še do konca vojne. No in večkrat sem z gospodom Zajcem v tej točki, kjer se sicer jaz govorim, seveda njega povabil, da te pove in osebno, se mi zdi, da to je ena izmed pač v vsem tem silnem nasilju in vsem tem silnem zlu, ki je bilo ena izmed sploh najlepših zgodb, kar jih imamo. Torej rešila je, dobila naslov pravičnika, fantek še danes živi, je sicer seveda že zelo v letih, ampak je očitno dokaz tudi tega, da torej nacistično nasilje se nikakor ni zaustavilo, ne samo da pri Judih, ampak tudi Slovencih, ampak tudi pri otrocih. Njemu ne, ker ga je pač seveda slovenska pravičnica Savica Rožanc Horvat rešila. Zaključil bom z tem, kar piše na diplomi, s katero podeljuje naziv pravičnikov med narodi, kdor reši eno življenje, reši ves svet. Danes seveda na srečo tukaj nimamo ne potrebe in nismo v takih razmerah, da bi res življenje reševali, ampak utreti pozabo, vsaj eno ime od mnogih, ki so danes slišali, je pa nekaj, kar je tisto, kar nacisti niso hoteli. Torej niso hoteli, da za temi žrtvami kar ostane, če ste se vsaj eno iz teh usod si zapomnili, ste pa naredili točno to, kar je pač seveda pošteno in prav.